Danes v Pomurskem dnevniku druženje predstavnikov ceste gradov. Poklon mladih ob 100-letnici združitve. Nezakonito prevažal tujce. Zdrav življenjski slog. Vreme jutri bo sončno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V dvorcu Rakičan je včeraj potekala generalna skupščina ceste gradov, na kateri so se družili predstavniki 34 dvorcev in gradov iz Avstrije in Slovenije. V projektu Castle Road oziroma Cesta gradov kot vodilni partner nastopa RIS dvorec Rakičan. Projekt Castle Road je 3-letni projekt, financiran iz strani programa Interreg Slovenija-Avstrija. Mi smo v tem projektu vodilni partner. Osnovna ideja tega projekta je povezovanje gradov na obeh straneh meje, se pravi na slovenski in avstrijski strani. Glavni cilj projekta je povečanje števila turistov, kar je tudi eden izmed glavnih kazalnikov uspešnosti projekta. Veliko aktivnosti bo usmerjenih tudi v samo promocijo. Mi v našem projektu nagovarjamo več ciljnih skupin, vendar dve glavni ciljni skupine turistov so družine, se pravi družine z otroki, se pravi program mora biti zanimiv za otroke, in pa tako imenovani kulturni turizem, kjer se pač ponujajo različni dogodki, kulturni dogodki, razstave, galerije in tako naprej, vse, kar deluje v gradovih v tej čezmejni povezavi. V zadnjih letih dvorec Rakičan intenzivno obnavljajo. Mislim, da je grad Rakičan že dolgo časa vključen v cesto gradov, vendar pred 5 leti mogoče malo manj posodobljen, sedaj pa bistveno bolj korak po koraku uspe RIS Rakičan grad obnavljati. Mestna občina Murska Sobota pri tem pomaga po svojih najboljših močeh. Jevšek v cesti gradov vidi velik turistični potencial. Med drugim se s kočijo iz Rakičana lahko zapeljete tudi do paviljona Expano. Grad Rakičan ima vrsto različnih programov tekom celotnega leta, tako za turiste kot tudi izobraževalne programe za mlade. Tako da počitnice so tukaj pravzaprav vrvež mladih, povezujemo pa ta grad z ostalimi produkti turističnimi, našim najnovejšim Expanom, do tja vozi kočija in seveda to je bila zamisel, ko smo Expano postavljali, da bo to sestavni del te ne samo poti gradov, ampak tudi poti od grada do Expana. Zanimiv vidik pa je izpostavil tudi predsednik državnega zbora. To povezovanje teh gradov pa kaže, da bomo imeli v bistvu tudi poti, ki bodo za specifične turiste, torej ne turiste, ki pridejo, da berejo knjige ali karkoli podobnega, ampak turiste, ki želijo spoznati pokrajino, zgodovino, ki želijo spoznati kulturo, da jim bomo ponudili aktivno ponudbo. In tukaj je nenazadnje 34 gradov, 9 lepih gradov in dvorcev iz Slovenije, 25 iz Avstrije. In tudi sam, ko sem gledal spisek, sem ugotovil, da razen enega sem vseh 9 gradov v Sloveniji, ki so na spisku, že obiskal, sedaj moram še 9. V Avstriji pa od teh 25 sem obiskal samo 5, torej želim še tudi ostalih 20, pa mogoče celo v sklopu tega projekta. Ukolikor ste tudi sami ljubitelji gradov, je to prava priložnost, da jih obiščete čim več. Pomurska mladina je s pisanim festivalom predstavila svoje ustvarjanje na temo 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Na grajski ploščadi in Trubarjevem drevoredu v mestnem parku Murska Sobota je bila včeraj v središču pozornosti mladostna ustvarjalnost. V okviru praznovanja 100. letnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom je tam potekal festival inovativnosti in ustvarjalnosti v organizaciji Območnega zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska Sobota. V programu so sodelovali pomurski vzgojno-izobraževalni zavodi, dogodka pa so se med drugim udeležili prvi predsednik Republike Slovenije in predsednik iniciativnega odbora za obeležitev 100-letnice Milan Kučan, poslanec državnega zbora Jožef Horvat, župan mestne občine Murska Sobota Aleksander Jevšek, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Jernej Štromajer ter direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Vinko Logaj. Na razpis za sodelovanje na festivalu se je odzvalo več kot 1100 otrok, učencev in dijakov.
Vzgojno-izobraževalni zavodi so v svojih programih izvajali dejavnosti, povezane z obletnico in razvijali temeljne človeške vrednote. Več kot 800 otrok iz vrtcev, osnovnih, srednjih šol in gimnazij se je predstavilo z deli s področji likovne, literarne in filmske ustvarjalnosti, pa tudi s plesnimi, glasbenimi in pevskimi nastopi. Na stojnicah so vrtci in šole predstavili dejavnost, ki so jih v počastitev stoletnice izvajali skozi to šolsko leto. Voznik, ki je nezakonito prevažal tujce, je bežal pred policisti in povzročil prometno nesrečo. Pri opravljanju nalog varovanja državne meje sta policista policijske postaje Ljutomer včeraj, malo po 19. uri, na razkrižju opazila, da je na sprednjem sedežu osebnega avtomobila znamke BMW slovenskih registrskih številk sedela Kitajka. Policista sta se zapeljala za vozilom in ga začela z zvočnimi in svetlobnimi znaki zaustavljati. Voznik znakov ni upošteval in je z nezmanjšano hitrostjo vožnjo nadaljeval v smeri Srednje Bistrice, kjer je v križišču zaradi nepravilnega prehitevanja povzročil prometno nesrečo. Voznik je bil obvladan in uklenjen. Z zbiranjem obvestil in opravljenim ogledom kraja kaznivega dejanja je bilo ugotovljeno, da je 32-letni državljan Slovenije v vozilu nezakonito prevažal 4 državljane Kitajske. Tujci bodo po končanih postopkih predani hrvaškim varnostnim organom. Osumljenemu državljanu Slovenije je bila odvzeta prostost in bo kazensko ovaden zaradi kaznivega dejanja, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in nevarne vožnje v cestnem prometu. V prometni nesreči je na vozilih nastalo za okrog 3000 evrov škode. Nasproti Marjana Dore je tokrat sedel ustavni sodnik Klemen Jaklič, ki je doktoriral iz ustavnega prava na Univerzi Oxford. Poglejmo si kratek izsek iz pogovora, več pa v nedeljo ob 18. uri v oddaji Dora Nedeljski pogovori. Še zmeraj se pa gibljate na področju ustavnega prava, potem pa pride demokracija, človekove pravice, migracije, vse to. Ja, vse to, ampak vse to so tudi teme, ki so del ustavnega prava. Tako da se vselej gibljem v področju ustavnega prava široko razumljeno. Široko razumljeno, kar tudi pomeni, da me zanese tudi v filozofske in moralne teorije. Kajti odgovori v ustavnem pravu, različni odgovori pravzaprav koreninijo v globinah filozofije, moralne teorije, teorije pravičnosti. Tukaj so odgovori, zakaj ima kakšen sodnik takšno stališče, drugi sodnik pa drugačno. In zato je nekoga, ki je študiral ustavno pravo, vselej ne zgolj mene, vleklo tudi v študij teh globin. In tako sem med tem tudi predaval predmete, ki so pravzaprav povsem iz področja moralne teorije pa teorije pravičnosti, ki s pravom pravzaprav neposredno nimajo nobene zveze, posredno pa ogromno. Različne teorije, kantovska teorija, Aristotelova teorija pravičnosti, potem naravno-pravna teorija pravičnosti, liberalna, libertarna in tako naprej. To je znan predmet Michaela Sandela, ki ga predava na Harvardu, pravičnost, in ima notor 1000 študentov. Danes večer ob 18:30 je na vrsti nova oddaja Vita življenje je lepo, kjer boste med drugim izvedeli, kako poskrbeti za zdrav življenjski slog. Novo oddajo Vita življenje je lepo so tokrat pričeli na vrtu socialnega podjetja Zrira po Beltinci, kjer sta Sabina in Tomaž predstavila delovanje njihovega zavoda in tudi druge aktivnosti, ki jih poleg vrtnarjenja opravljajo. Kineziolog David Berke je predstavil zdrav življenjski slog in odgovoril tudi na vprašanje, kako ga postopoma vpeljati v naš vsakdan. Bojan Madžar iz Pomurskih lekarn pa svetuje o zdravilih in pripomočkih, ki so obvezni del potovalne lekarne na dopustu. Nova oddaja Vita življenje je lepo bo na sporedu danes ob 18:30 ter ob 20:15. Ponovitve si boste lahko ogledali jutri ob 20 ter v nedeljo ob 14. uri. Spremljajte pa prav tako vedno nove vsebine na spletnem portalu vitazivljenje.si. Tudi ta teden smo za vas pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas. Kot tržnik za tuje trge se v podjetju Prokoni Murska Sobota lahko lotite aktivnega iskanja novih strank, spremljanja podatkov o tržnih razmerah in priprave ponudb. Če imate visokošolsko izobrazbo z področja gradbeništva in izkušnje z izdelavo statičnih izračunov in risanjem načrtov gradbenih konstrukcij, vam priložnost ponuja v podjetju Aspa Inc. projektiranje. Vzgojno-izobraževalnemu delu se lahko medtem posvetite v vrtcu Radenci, Radenski mehurčki, kjer zaposlijo vzgojitelja predšolskih otrok.
Nove krepitve iščejo še v občini Moravske Toplice, kjer k sodelovanju vabijo strokovnega sodelavca za infrastrukturo. Bistveno drugačno delo pa vas čaka v Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji SOVA, ki je prosta delovna mesta prvič objavila javno. Med drugim išče osebe na področjih pridobivanja podatkov s tajnim sodelovanjem, vrednotenja in analiziranja podatkov, informacijsko-komunikacijske infrastrukture ter pravne podpore. Povezave do vseh prostih delovnih mest najdete na sobotainfo.com. Na Sobota Info poročajo o nastajajočem prekmurskem trgu v Ljubljani. Kako bo videti spomenik, preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice. Jutri bo sončno, proti večeru lahko na severovzhodu države nastane kakšna ploha ali nevihta. Več o vremenu pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko namerili 24, v Murski Soboti 26, v Radencih in Lendavi pa 27 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, proti večeru lahko na severovzhodu države nastane kakšna ploha ali nevihta. V večjem delu države bo pihal jugozahodni veter, na Štajerskem in v Pomurju pa popoldne severovzhodnik. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 13 do 15, dnevne pa okoli 28 stopinj Celzija. V nedeljo bo po večini sončno, le zjutraj bo v notranjosti Slovenije nekaj nizke oblačnosti. V ponedeljek bo sončno in vroče. Popoldne se bo v goratem svetu nekoliko povečala verjetnost za kakšno nevihto. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 12 do 17, čez dan pa od 28 do 31 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Za več informacij obiščite našo spletno stran. Bodite v naši družbi in nasvidenje do prihodnjič.